Tokrat en lep pozdrav iz Bruslja, kjer je potekalo mini plenarno zasedanje. Tako kot na prejšnjem srečanju je tudi to potekalo v znamenju naravne nesreče. Zadnjič so bile hude poplave v Sloveniji, na kar smo precej opozarjali evropske politike. Tokrat pa se je zgodila katastrofa na Madžarskem, saj se je, kakor verjetno že veste, izlilo ogromno strupenih odpadnih snovi iz tovarne aluminija. Posledice so ogromne, vključno z človeškimi žrtvami. Ob tej nesreči se spominjamo tudi nedavnega izlitja nafte v Mehiškem zalivu. Tudi zato smo v Evropskem parlamentu ta teden sprejeli resolucijo, s katero se zavzemamo za prepoved črpanja nafte iz velikih globin morja okoli Evropske unije, dokler komisija ne bo natančno poročila varnostnih predpisov in zakonodaje o odškodninski odgovornosti. Spomnili smo se na to, da je prav letošnje leto posvečeno biotski raznovrstnosti, torej ohranjanju raznolikosti narave, tako živali kot rastlin. Dolžnost do naših potomcev pa je, da naredimo prav vse, da ohranimo in zaščitimo naravo. Konec tega meseca bo na Japonskem potekala konferenca o biotski raznovrstnosti. Poslanci smo v tem tednu skupaj z predstavniki komisije in pa sveta razpravljali, kaj narediti, da bi bili v tem smislu uspešnejši in učinkovitejši tudi v globalnih razmerah. Za uspeh konference je še posebej pomembno, da bodo predstavniki Evropske unije dobro pripravljeni, na kar smo opozorili že na septembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu. Letošnje okoljske nesreče so gotovo dodatna spodbuda za vse nas, da se resno lotimo dela tudi v Sloveniji. Slovenija je ena od najmanjših članic Evropske unije, vendar pa sodi med države z najvišjo biotsko raznovrstnostjo v Evropski uniji. Sicer pa smo v tem tednu obeležili tudi nekaj zanimivih obletnic. V nedeljo je minilo 20 let od združitve Nemčije, v ponedeljek je bil svetovni dan živali, v nedeljo na dan lokalnih volitev v Sloveniji pa je svetovni dan boja proti smrtni kazni. Te teme so se odražale tudi v temah, ki smo jih obravnavali na tem zasedanju. Nemško združitev smo počastili s slavnostno sejo, kjer smo prisluhnili nekdanjemu predsedniku NDR, Lotarju de Maizièrju in Jacquesu Delorsu, nekdanjemu predsedniku Evropske komisije, ki je bil gonilna sila pri uresničevanju notranjega trga in pri spodbujanju prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in kapitala. Za številne Slovence in druge prebivalce Evropske unije so mejne kontrole in vizumi pri prečkanju meja vsaj v Evropi le še spomin. Prost pretok ljudi prinese številne prednosti. In zato sem vesel, da smo korak bliže k temu, da se bo krog državljanov, ki bodo lažje vstopili v Evropsko unijo, razširil tudi na Albanijo ter Bosno in Hercegovino. Podprli smo predlog, da državljani teh držav za bivanje v Evropski uniji, ki je krajše od 3 mesecev, ne bodo več potrebovali vizumov. Tako smo na dobri poti, da se ti državi še do konca tega leta pridružita Srbiji, Črni Gori in Makedoniji, za katere so bili vizumi odpravljeni že decembra lani. Odločitev mora potrditi še svet. Upam, da bo Francija umaknila nekatere zadržke svoje, žal pa mi je, da Kosovo zaenkrat ostaja izključeno iz teh procesov. Splošno je znano, da med 27 članicami Evropske unije, še posebej pa med regijami znotraj Evropske unije, obstajajo precejšnje razvojne razlike. Z regionalno politiko in ciljno usmerjenimi finančnimi sredstvi jih želi Evropska unija čim bolj zmanjšati oziroma odpraviti. Tudi številni projekti v Sloveniji so bili izvedeni s pomočjo tako imenovanega evropskega regionalnega denarja. Leta 2013 se bo iztekel veljavni dogovor o ciljih, prednostnih nalogah in finančnih sredstvih, zato je treba sedaj razmišljati o tem, kako naprej. Poslanci smo v komisiji dali kar nekaj nasvetov, kakšna naj bi bila prihodnost regionalne politike. Razprava o tem bo očitno še zelo zanimiva, kakor je bila zanimiva tudi o predlogu sprememb proračuna za naslednje leto, kjer se svet ni usklajeval v ustrezni meri s parlamentom. Seveda si ne moremo privoščiti, da bi Evropska unija ostala brez proračuna zaradi nesoglasja med inštitucijami Evropske unije. Jasno pa je, da si bo Evropski parlament pridobil ustrezno vlogo v pripravi prihodnjih proračunov, vključno s pripravo nove finančne perspektive. To pa med drugim pripravlja tudi poseben odbor za razvojne izzive in finančno perspektivo, katerega član sem tudi sam. Naj še dodam, da smo se v Evropskem parlamentu že večkrat izrekli proti izvajanju smrtne kazni. Žal pa ta način kaznovanja še zmeraj uporablja kar 18 držav sveta. Ob svetovnem dnevu boja proti smrtni kazni smo jih zato znova pozvali k odpravi tega krutega načina kaznovanja. Toliko za enkrat, hvala lepa za vašo pozornost in do slišanja in videnja iz Strasbourga naslednji mesec. Hvala lepa.